Mogoče prva stvar, ki smo jo ugotovili pri tem raziskovalnem delu, je, da preko 30 držav, različne poklicne skupine, za vse velja, da mednarodne delovne izkušnje dejansko prinesejo večjo uspešnost posameznika, tako kar se tiče subjektivnega kariernega uspeha, kot objektivnega kariernega uspeha z vidika napredovanj. In tukaj se lahko tudi podjetja v Sloveniji dejansko se lahko naučijo nekaj iz tega, se pravi, ljudem je treba omogočiti mednarodne delovne izkušnje, delo v mednarodnih timih, mednarodne projekte, ker s tem ljudje se bogatijo, postanejo bolj samozavestni, lahko ustvarjajo večjo vrednost in pa na drugi strani postajajo tudi nek bolj uravnotežen posameznik, ki lahko bolje vidi, kaj so neki izzivi, ki jih je treba naslavljati v domači državi, in pa tudi kaj je tisto, kar je dobrega, in iz tega postanejo tudi nekako bolj uravnoteženi strokovnjaki. Zavedamo pomena človeškega kapitala in človeških virov, predvsem zaradi tega, ker se ponavadi tistih stvari, ki nam primanjkujejo ali pa se jih želimo, si nekako so nam bolj pomembne. In to se nam je v zadnjih letih zgodilo. Se pravi, prišli smo do nečesa, čemu rečemo tesen trg dela. Imamo zelo veliko povpraševanja, ne toliko ponudbe, kar pomeni, da so ljudje tisti danes, ki nekako diktirajo, ki se lahko odločajo, kje bojo delali. Seveda se stvari spreminjajo, nihanja bodo, ampak dolgoročno, glede na demografske trende, je to neka taka stvar, ki bo ostala z nami. In seveda to pomeni, da se morajo tudi podjetja tega zavedati in svoje procese nekako tudi v tem stilu zapeljati, da bodo bolj uspešni pri pridobivanju ljudi na tesnem trgu dela. To se dogaja povsod, povsod tudi narašča kompleksnost ureditev, mogoče v Sloveniji še bolj regulative in podobnega kot druge, in pa povsod imamo tudi opravka z tem postkoronskim človekom, ki je pa drugačen človek. Ni več isti, kot je bil, ampak se bolj zaveda nekega ravnotežja med delom in življenjem, bolj zaveda svoje vrednosti in seveda morajo podjetja potom naslavljati. In to je isto pri nas, kot tudi v tujini. Če grem na ta začetek, 20 let nazaj, dejansko sem šele kasneje ugotovil, da se ta skupina za temi našimi začetniki ali pa ustanovitelji začela tukaj v Ljubljani na konferenci EGOS in potem skozi čas razvijala se, izboljševala, dajala veliko poudarka na razvoj tudi samih raziskovalcev. In ravno to, da se ni ta skupina nikoli odločila za to, da bi bila fokusirana na en vir financiranja iz katerega koli področja, ali je to Združene države Amerike, ali je to Evropa ali Azija, je omogočalo, da so tako koncepti, ki smo jih proučevali, teme in pa seveda tudi sami raziskovalni instrumenti bili prilagojeni za vsa ta lokalna okolja, s čimer smo lahko mi potem veliko bolje zajeli tudi problematiko in dejansko pokazali, slikali tisto, kar se dogaja na lokalni ravni. To ni tako pogosto, Pogosto se nam zgodi, da v bistvu se na enem področju razvijajo koncepti, raziskovalni instrumenti, potem se pa enostavno samo zbirajo podatki od nekod drugod, se pravi, da so stvari veliko bolj centralizirane. To pa ni tista vključujočost, ki smo jo mi želeli s to raziskovalno skupino doseči. Prva stvar, ki je zelo pomembna, so te medosebne vezi in pa v bistvu osebna srečanja skupine za to, da se ta kultura in ta identiteta nekako vzpostavlja. To je zelo pomembno. Potem pa zelo pomembno tudi neko ravnotežje med produktivnostjo in temi medosebnimi odnosi. Ker če na eni strani ni produktivnosti, vsi, ki smo v akademiji, vemo, da je zelo pomembno, da imamo raziskovalno produktivnost, in na drugi strani vemo, da je tudi dobro, da se vključujemo v neke skupnosti. Eno brez drugega ne gre. Če bi imel preveč te produktivnosti pa premalo identitete, bi stvar nekako razpadla v takšnem kontekstu, kot ga imamo, in na drugi strani, če bi imel samo skupnost brez nekih rezultatov, tudi ne bi šlo. Tako da to ravnotežje je zelo pomembno, in tukaj smo tudi našli en tak način, kako smo lahko v bistvu to zagotavljali, tako da smo vzpostavili sistem 4 jedrnih objav iz raziskav, kjer so nekako vsi sodelovali, potem pa nek način, kako lahko nadaljne objave
v bistvu generiramo glede na pozive sodelujočim raziskovalcem in se lahko po svoji lastni želji tudi vključijo.